V 58. tiskani izdaji Megafona preberite nadaljevanje novinarske raziskave o koprski gradbeni hobotnici, ki že dobro desetletje obvladuje trg stanovanjske gradnje v Kopru in s tem preprečuje vstop na trg potencialnim konkurentom Grafista. To je v Kopru botrovalo pomanjkanju stanovanj, tista, ki so na razpolago, pa so pregrešno draga. Gradbena hobotnica je s svojimi lokami lahko mirno opletala v času županovanja Popoviča, zaradi česar je med leti 2012 in 2018 uspelo pridobiti prek neposredne pogodbe več ekskluzivnih občinskih zemljišč v Kopru. Na območju Levjega gradu in kasneje še kompleksa Solis, vendar to za občinskega hišnega gradbenika ni bilo dovolj. Za še višji dobiček in za dokončno ustoličenje Grafista kot edinega gradbenika v Kopru je Popovič v zadnjih 2 letih svojega mandata z razvpitim odlokom o parku preprečil gradnjo preko 1000 stanovanj v Kopru in dodatno z ločenim odlokom preprečil gradnjo na zemljišču Primorja v stečaju v Beblerjevi ulici, kjer je bila predvidena gradnja 70 stanovanj. In to zgolj 3 dni pred javno dražbo, na kateri bi se za nakup tega zemljišča potegovala tudi potencialna konkurenca. S temi dejanji je postal Grafist le v nekaj letih podjetje s kar 90% tržnega deleža na področju prodaje novo zgrajenih stanovanj v Kopru. Po 2 Popovičevih porazih na volitvah in občinskem referendumu je hobotnica potrebovala nove pomagače. Ker jih ni uspela dobiti v Kopru, je v igro stopil Zarič iz Ljubljane ter s svojimi dejanji preprečeval vstop Grafistove konkurence na trgu v Kopru. Več o tem, kaj je za preprečevanje vstopa konkurence na trg storil Zarič in kako je s tem pomagal Grafistu do neupravičenih koristi, si preberite na straneh 4 in 5 58. izdaje tiskanega Megafona.